Na prvi poletni dan je predsednik države dr. Danilo Türk skupaj z rektorjem Univerze v Mariboru dr. Danijelom Reboljem in dekanom medicinske fakultete profesor dr. Ivanom Krajncem položil temeljni kamen za gradnjo nove medicinske fakultete. Ob tem je poudaril, da je gradbeni projekt v interesu celotne države. Danes je v Mariboru srečen dan. Položili smo temeljni kamen za novo medicinsko fakulteto, ki bo Mariborsko univerzo, mesto Maribor in Slovenijo obogatila. Rad bi posebej poudaril, da je gradnja te fakultete nacionalni interes Republike Slovenije. Mi nimamo dovolj zdravnikov v naši državi, potrebujemo boljše izobraževanje in potrebujemo razvoj našega zdravstvenega sistema. In vlaganje v znanje, v usposabljanje je kritičnega pomena za to. Hkrati pa se tudi Mariborska univerza na ta način zaokrožuje, postaja popolna, mesto Maribor na ta način postaja popolno univerzitetno mesto in tega se moramo vsi v Sloveniji veseliti. Smo veseli in prepričani, da bo projekt tekel zvezno in kvalitetno. Tudi en gradbeni odbor ustanovljamo v ta namen, danes bo verjetno dokončno oblikovan s strokovnjaki z raznih področij, ki bodo skrbeli za to, da bo projekt nemoteno tekel, transparentno, kvalitetno in v roku. Sam teren ni zahteven, da bi se lahko kaj nepričakovanega zgodilo. Vemo, kaj je spodaj, vemo, kaj je okoli. Tako da ni razlogov za kakšne zaplete. Tudi finančno je projekt pokrit, tudi strokovno in bo za nas pravzaprav predstavljal en velik izziv, kako pravzaprav bo univerza v prihodnje takšne projekte spremljala. Nenazadnje bo tudi učilnica za nekatere študente, za recimo gradbeništvo in arhitekture, pa tudi nekatere nove tehnologije bomo tukaj preizkušali, ki bodo pomagali pri spremljanju same gradnje. Skratka, veselimo se tega projekta. Mi računamo leta 2013-2014, takrat bi štartali z večjim vpisom. To je pa jasno predpogoj, da imamo ustrezne prostore, torej dovolj prostorov. Ustrezne prostore smo že imeli zdaj, samo ne dovolj, da bi lahko zadostili tem priporočilom Evropske unije za eno fakulteto 120-130 študentov, recimo tista optimalna številka. Tudi v prostore, ki imamo sedaj v kliničnem centru bolnišnice, smo s pridom uporabili, tako da smo lahko te nove tehnologije pri pouku dejansko upeljali že sedaj. Torej, ravno za ta namen, da bodo naši diplomanti deležni najbolj sodobnih pripomočkov pri pouku, tehnoloških dosežkov pri pouku, ki se sedaj pojavljajo na tržišču in ki so dejansko top tema vseh strokovnih medicinskih konferenc. Govorim o simulacijah, govorim o telemedicini, govorim o laboratoriju za pridobivanje kliničnih veščin. To so v bistvu tiste glavne novosti v smislu didaktike, večjega znanja diplomanta, predno pride do bolnika. Izziv, ki čaka to fakulteto v prihodnosti, je predvsem bazično raziskovanje. To pa bojo omogočili laboratoriji. To pa pomeni, da mlajši zdravniki raziskujejo v laboratorijih na nivoju celice, na nivoju tkiv, kar seveda zdaj ni bilo možno, ker smo imeli na razpolago samo klinični center in klinične aplikativne raziskave. To bo dvignilo potem to šolo v mednarodnem tekmovalnosti, v mednarodni konkurenci na višji nivo. Gradnja nove medicinske fakultete bi naj bila tako zaključena v 20 mesecih.